življenja in nitke blaga, tačejo nitke, nitke veselja in nitke gorja, tačejo nitke, nitke življenja in nitke blaga, če se utrgajo nitke veselja, naše življenje je polno solza, če se natrgajo nitke življenja, sreča lahko bi odšla. Čavnom visokim prebivam, z bistro vodico se umivam, gledam dolinco prekrasno, vidim Vipavco počasno. Čez znanost se sončece smeje, primorsko nam srčece greje, ptički veselo pojejo, pisane rožce cvetejo. Če hubelj se sliši boburja, če jovšek bo dežja odmurja, žage in mlini drdrajo, cvenka obilo nam dajo. O, ženske, čakajte, danes sem vam nekaj prinesla pokazati od naše Marije. Ja, boste vedeli, počakajte, kako so bile ženske pridne, kakšenkrat. Ja, se so imele zlate roke, teve ženske, altroke mi. Ma kaž sem. Ja, pogledajte, kar. Gledajte. Kašen cviren, tak ga ne delajo več. Ne. Tudi rok ne ima taka hleb. Ja, 20, ja. Gledi, tu najprav, tu je staro 100 let. 100 let? Ja, višno. Ja. Tu je sam zelo povek. Monogram. Ja. Zdaj pogledajte, kaj dela naše nona. Pridna. In kaj? toliko Tu je dela so rupc. imele na kmetiji. Ona si je in še vse to, naredila, tudi spodne prelo si je vse pokvačkala. In tiste lajpke, ki so imeli za spodne to, vse pokvačkala. Vam bom prinesla pokazati drugič, boste videli, kakšne spodnice so imele. Kvačkanje je zelo zanimiva obrt. Najprej so kvačkali predvsem z debelimi, grobimi nitmi, kasneje so pa začeli tudi s tankimi nitmi kvačkati, predvsem nune v Italiji. So delale zelo umetelne čipke. In na slikah renesančnih umetnikov vidimo imenitne dame in gospode, ki že uporabljajo te zelo tanke, elegantne čipke na svojih oblačilih. Danes čipkamo vzorce, čipkamo lahko medaljone, ki jih potem sešijemo v ogrinjala, v plete, tako da se čipkanje uporablja še vedno v večji meri, predvsem zato, ker je enostavno, imaš eno samo zanko in se ti ne podre tako hitro. Zanimivo je pa tudi to, da so govorili, naj bi Penelopa kvačkala tisto tkanino, kajti rekli so, da če bi jo tkala, bi zelo težko jo ponoči razparala. In naj domnevajo, da je bila kvačkana ali pa pletena. Lepredi, dekle predi, prav lepo nit naredi, da se ne bo krotičila in tudi ne tkalcu trgala, in tudi ne tkalcu trgala, dr. Meni je ime Rožica, sicer ime je malo rožasto, kvačkam, prtičk bo nastal, ima sicer ne rožice, velik bo kar precej velik, 80 krat 50, je malo zahteven, ker vse to pa moram delati po načrtu, kar na pamet se pa ne da tega narediti. Imam en sistem, tak belku upokojenci, čez dan nikdar ne kvačkam,
Tu si pa vzamem zvečer čas za dušo in takrat pa ustvarjam na polno. In ni važno, koliko je ura, ali je polnoč, ali je 1, to me sprošča, sem zadovoljna in mi je lepo. Poštena je predica in stara je resnica, da tisto dekle kaj velja, ko bleko vso domačo ima, ko bleko vso domačo ima, dr, 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 dr. Malo smo rekli, ne, da si moramo naštimati rjuhe, brisače, spodnjo perilo, vse, kar pač, tisto, kar se pač rabi. Tisto je bilo bala naše. Zdaj, kakor smo dobili, kar je bilo, kar se je dobilo tiskrat, tako smo kupili. Za rjuhe, blahu, ne, da je vse kupilo kot danes. Sporha smo rekli. Ne je bilo nič, je bilo samo kotenina. Samo tako, da je bilo zašivati pole in štikati gor in črke naše in tako. Vezle, no, naše besede ali perosce noter, razne, s tistim plavim papirjem, nek se je risalo, smo imeli vzorce, pa smo narisali gor na blahu in pa smo tisto štikali, smo rekli. Kje ste pa vzorce dobile? Ma se je dobilo. Pa so bile že tiste, kmečke žene, ki so tiste pole bile razne reči noter narisane in za oblečiti in vse. Ste šle v šolo in pa je bila naloga, jaz sem doma skuhala s potjo in pistila vse tako našarjeno, da ste vi druge pole počistile in jaz sem kar prijela. Ti si kar prijela in smo imeli narejeno domače puloverje in kape in šale in nogavice. Ja, ma zanimivo, veš, da naš tata znal peskvar še lepši kot še boljši za prest. Ja, to je pa res. Je bil, res. Ma, od majhnega smo delili, tu pa se moram pohvaliti res. Pa smo nosili v Italijo, tisto, kar smo klekleli. Kar smo naklekljali, da smo si kupili kakšne lepe puloverčke. Ja, vse spodnjo perilo, eno rečem drugo. Kje vsega, ker ni bilo še to pri nas. Se ne je dobilo, ne, se ne. Ja, in veš, da imam krasne spomine, imam jaz na mladost, tudi če ni bila tako, ne vem, kakšna, sijoča, ma je bila pa srečna. Ma Vsega smo imeli. Vsega je bilo. Res. Lačni nismo bili, Vse smo imeli vse doma. kruh smo pekli, vsak dan z enega kile in pol. Ja, res je. Držina nas je bila velika, 8. Ja, ma veš, da ker sem se jaz rodila, sem bila 13. član v hiši. Tako. Ja, Ti povem. 13. 13. ki je bila še teta pri hiši, dokler se ni odselila v svojo novo hišo. In pol smo si punce pa še delile balo. No, tako. Smo pa še štikale. Rjuho sem pravila, dajte kupiti rjuha, ki je velika. In dajte si naštikati. Brisače so mičkane. No, in ti si še zmeram spretna, že 80 let. Pri tem svojem delu. Malih. Ja. Kolovrat tiho teče, predica naj kaj reče, kar je v nedeljo slišala, pri nauku cerkve svetega, pri nauku cerkve svetega, dr, 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 dr. Idrijske čipke, to je zelo
lepa umetnost, ki se je začela pravzaprav v Idriji. Naj bi takrat, ko se je tehnologija pridobivanja te živosrebrove rude spremenila, naj bi žene izgubile delo v rudniki in so se potem oprijeli tega ročnega dela. Idrijske te čipkarice so najprej izdelovale izdelke za domače potrebe, kasneje se je potem to s prvo trgovino v Idriji konec 18. stoletja se razvedelo po Evropi in je bilo povpraševanje po čipkah zelo veliko. In že mislim, da 1875 ali 76 je bila v Idriji pravzaprav ustanovljena prva čipkarska šola. To je bil po svoje zahteven in grenak kruh. Dobra čipkarica je v celem dnevu zaslužila za kilogram mesa ali pa 2 kilograma kruha. Nekje v 70. letih prejšnjega stoletja je potem idrijska čipka dobila tisto razpoznavno obliko, široki ris. In takrat je klekljalo več kot 2000 ljudi v okolici Idrije. To so bili pa tudi moški in fantje, ki so se s tem ukvarjali. Pridne idrijske učiteljice so to umetnost razširile še po Cerkljanskem, po Selški in Poljanski dolini in tudi na področje Trnovskega gozda. Zdaj pa iz čipk izdelujejo čudovite izdelke in seveda tudi nakit. To smo se učili prav od malih nog, otroci. Kar nas niso doma, že none in mame, bolj none, ker mame so delale na polju. Smo potem nadaljevali v osnovni šoli, ker je bil to prav predmet obvezen za vse punčke iz gore doma. In tudi kakšen fantek se je našel, ki se je izučil tega dela. Tako da ta zadeva je bila zelo pomembna za goro, ker se je tudi verjetno del zaslužka se je tudi pridobilo na račun te čipke. Sicer mi smo rekli na gori špice. In te špice smo prodajali v Idrijo ali pa tudi v Italijo. Jaz sem se lotila 5 let od tega. To klekljanje, zmeraj sem imela eno željo, da bi se še to naučila, ker znam dosti ročnih del delati, znam kvačkati, štrekati in še kakšno drugo ročno delo znam narediti, kakšne punčke in tako z lavande. Poleg, ker sem šla pa enkrat v penzijo, sem dobila bulo, mi je en gospod jo prinesel. En gospod mi jo prinesel, je rekel, ti vem, da si predna za ročne dela, naše tu. In jaz sploh nisem vedela, kaj je in nisem znala. In sem se toliko navdušila, da sem šla pole, lepo se upisala, eni gospe, da mi je pokazala prve 2 leti. No, in pa sem videla, nekaj sem bolela, nisem, sem prekinila. Sem rekla, in pole, zdaj sem pa hodila gor v Črn vrh, tako da sem precej pridobila, no. Je pa res strašno zanimivo, tudi če se dolgo ne dela, se pozabi, ki je strašno zapletene te nitke, kako jih dinate na svojem mestu. Mora vsaka po svoji vrsti, točno. Ne sme nič se zapletati, ne. Tačejo nitke, nitke življenja in nitke blaga. Tačejo nitke, nitke veselja in nitke... Vezenine so zelo, zelo stara rokodelska umetnost pravzaprav, čeprav se prvi primerki vezenin niti niso ohranili. Gre za šivanje z raznobarvnimi nitkami, za krašenje. Pravzaprav zgodovina pripoveduje o tem, da so že Kitajci uporabljali vezenine, ki so imele pa nek simbolni pomen, ker so govorile o njihovih željah, pričakovanju, načinu življenja. Zanimivo se mi je zdelo, da tudi v Indiji
pomenijo pravzaprav vezenine neko tradicijo, nek poklic, ker so ga žene in možje podedovali po svojih starših. V Evropi so zelo znane in bogate vezenine iz srednjega veka, tu so bile tapiserije in okraski, tudi stanovanjska oprema, medtem ko za oblačila so jih začeli kasneje uporabljati. No in zanimivo je tudi to, da so v mestih pravzaprav vezle ženske z belo nitjo, medtem ko na podeželju, kjer so ženske posnemale naravo, so pa uporabljale živo pisane nitke in z njimi ustvarjale prave umetnine. Jaz pa zdaj delam en spomladanski prt, sem ne bo do konca spomladi. Poglejte, komaj malo sem naredila in ne bo še dolgo končan. In po dolgem cajtu, ko sem se lotila vest, mi sploh ne gre. Zdaj sem nekaj prej štrikala, malo pokvačkala, še zmeraj mi je tu najlepši, da delam. Doma sem imela nono, ki je klekljala in imam tak lep spomin na njo, da je klekljala, ona je bila doma iz Črnega Vrha in je se s tem preživljala v bistvu in je klekljala na vhodnih vratah, kjer je imela dovolj sonca. In tisto njeno klekljanje, zvok kleklju, tisto imam še zmeraj pred sabo. Prve pletenine so pravzaprav izvirale nekje iz tam 7. stoletja ali še kaj prej v Aziji in domnevajo, da so te prve pletenine v Evropo prinesli vojaki, trgovci. In zanimivo je tudi to, da so najprej pletli moški, ribiči, kmetje, ki so v svojem prostem času izdelovali pokrivala in pa nogavice. V srednjem veku so bili prav pravi pletilski ceh in to ni bilo tako enostavno priti v ta ceh. Ženske so lahko prišle le, če so bile vdove po moškemu, ki je bil član ceha. Vajenec je moral biti v mojstrovi delavnici 3 leta, da se je naučil osnov te obrti. Potem je moral še za 3 leta v tujino, da se je izpopolnil in na koncu te dobe naj bi napravil pravi izpit, ko je moral splesti srajco, nogavice in pa pisano preprogo. In pletenine še sedaj pravzaprav v veliki meri uporabljajo modni kreatorji. Le predigral vesela, boš lepe pesmi pela, ko lovrat pojde rad okrog, bo tekla lepše nit od rok, bo tekla lepše nit od rok, dr, 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 dr. Jaz sem že kot majhna punčka počela že takrat polhno stvari, kar se tiče ročnih del, sem polhno vezla. Od začetka že ustvarjam samo vezenje. Nobena druga tehnika ročnih del me ni tako prevzela kot vezenje. Čeprav me je pa pred leti navdušila ena gospa, ki je imela tečaj rožic iz krep papirja in od takrat naprej sem začela tudi jaz ustvarjati te rožice iz krep papirja, ki jih zelo rada izdelujem in prikažem, tudi drugim rada pokažem. Imela sem že nekaj tečajev teh rožic iz krep papirja, pol jih lepo aranžiram, naredim lepe lične šopke, katere podarim tudi za rojstne dneve, za obletnice, za poroke, za krste, za vse, kar je primerno dogodku. Pohruntam tudi take stvari, ki jih ni bilo nikjer videti in jih sama potonike in ranunkule. Najtežje je pa poljske rožice delati. Tam je pa ogromnega truda in dela. Sej tudi s temi rožicami jo polhno dela, natančnost mora biti in pač moraš imeti potrpljenje, ne? Preko nastane ena rožica. Je narejena z dušo, ker je z dušo tudi podarjena. Izdelovanje cvetja iz papirja se je pravzaprav začelo v Angliji, potem se je počasi širilo tudi po Evropi, najprej med meščani, kasneje tudi med prebivalci na podeželju. Verjetno v Sloveniji je bil ekonomski vidik tisti najpomembnejši, zato da so začele žene izdelovati cvetje iz papirja,
kajti živeli so pač od tistega, kar so doma pridelali in sami naredili, in različne praznike so si želeli polepšati tudi z raznim okrasjem. Zanimivo je bilo, da je že v Avstro-Ogrski monarhiji bilo polno raznih knjig in brošur in učbenikov s to vrsto umetnosti, tako da so lahko samo izrezali iz papirja posamezne delce in jih potem zlepili skupaj v umetelne papirnate cvetove. Tudi v Sloveniji izdelujejo žene in otroci, zdaj še po nekaterih šolah, te umetelne lepe cvetove iz papirja za različne priložnosti, sejme, praznovanje, kakorkoli že. To so izdelki, ki trajajo. Boštanko ni storila, da ne bi pozabila, kako življenje nežno je, ki kakor nit pretrga se, ki kakor nit pretrga se, dr, 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 dr. Kot majhna deklica tik pred Birmo smo vezli, štikali prt za cerkev v Kamnjah, kamor sem doma. Štikali smo črke v obliki plamenov in na koncu se je izpisalo iz teh plamenov Aleluja. In ta cerkev, kadar grem v Kamne, je še zmeraj okrašena s temi prti in vidim, da je tam en košček mojega dela. Sem zelo ponosna in mi je lepo, no. Zdaj, ko smo končali to našo delovno obveznost, delovno kariero, smo spet obudili te naše dela iz otroštva in ljubezni iz otroštva, te ročne spretnosti. Tako da se združujemo po skupincah in to je prav delo za dušo. Jaz pravim to antidepresiv, to naše srečanje, te ročne dela, ti klepeti, ne, mislim, to je res nekaj lepega. In ne vem, bi mogli kar si ljudje vzeti čas za take dela in za druženje. Naj bi tako bilo, naj bi predajali znanje, ne. Zdaj moram reči, da jaz imam 2 sina, tako da sinovi se s tem ne ukvarjajo. Je pa že moja vnukinja, ki ima zdaj 9 let, pa tudi ima že napravljen, temu rečemo Matevž, po domače, ne, in klinčke. In tudi ko pride, čeprav so na Dolenjskem, ne, ko pride k meni, tudi ona že premeče par klinčkov in pravi, no, ona se bom naučila tudi jaz, ne. No, moja skupina, rečemo, upokojenk smo pa sodelovali z osnovno šolo Šturje, smo hodile učiti deklice in dečke ročnih del. In tudi ostale punce, tudi to v Lokavc hodijo v šolo podajati to znanje. Mislim, da prav izumrlo to ne bo, ker je vedno toliko zanimanja in te prevzame lepota teh izdelkov, tako da, čeprav je malo, ne, mislim, da časa zmanjkuje ali pa interesi so drugačni. Ne vem prav natančno, kaj bi lahko rekla o tem. Je pa res škoda, da bi to zamrlo, to je naša kultura, naša dediščina, tako da škoda bi bilo. Kot čaven ne dam se ganiti, svoj narod čem hrabro braniti. Zemlja slovenska je sveta, tujc naj se v njo ne zaleta. Zemlja slovenska je sveta, tujc naj se v njo ne zaleta.